Letošnje leto lahko rečem, da sem zadovoljen, ker se je glede na lansko leto število prijav povečalo. Posebej pa še zaradi tega, ker je v tem 16-letnem obdobju ocenjevanja prijav v tem letu smo dosegli nekako najvišje ocene, kar pomeni, da so tudi inovacije bile najbolj kvalitetne. Dosegli smo najvišjo absolutno oceno 9,3 in 4 zlata priznanja, srebrna, bronasta, tako da kvaliteta teh prijav se je iz leta v leto izboljševala in tudi ocene kažejo na to, da zasavski inovatorji ne samo, da znajo delati prave stvari, da jih tudi predstavijo na pravi način. In to je zagotovilo tudi za uspeh in dobrobit ali pa korist organizacij, s koder prihajajo. Merila so 4. Prvo merilo je inventivnost, ki se ocenjuje z oceno od 5 do 10, vključuje pa izvirnost in možnost za zaščite intelektualne lastnine. Drugo merilo so gospodarski rezultati, ki je razdeljeno v 2 doseženi v preteklem letu in napovedani v prihodnjem. To merilo se prav tako ocenjuje od 5 do 10. Sta pa še 2 merili, ki sta pa nažalost ocenjeni samo s korekcijskim faktorom plus minus 0,30. To je trajnostni razvoj, vpliv na razvoj inovacijskega sistema in pa vpliv na razvoj okolja. Najkvalitetnejše so, ne samo po mojem mnenju, ampak po mnenju celotne komisije, kjer nas je 6 ocenjevalcev, tiste, ki so prejela zlata priznanja. To so 2 inovacije iz ETI Zlake, 1 inovacija iz SVEje in 1 inovacija iz TRIPS. Seveda tudi inovacije, ki so prejele srebrno priznanje, so zelo kvalitetne, imajo izredno dobre gospodarske rezultate in tudi pozitivne izglede za prihodnost. Dejstvo pa je, da lahko podelimo samo omejeno število zlatih priznanj in potem pa iščemo med tistimi najboljšimi, letos smo pa izbrali 4 najboljše.